Evangeljski odlomek nam na tako nam ljudem povsem blizu način in topel način pripoveduje, kako Jezus želi ostajati med nami. Kako torej Jezus ni Bog nekje na nekem prestolu in gleda na človeštvo in na svet od nekod zviška, temveč je med nami in v nas. Ni slučajno na današnjo nedeljo ta evangeljski odlomek, saj smo med dvema praznikoma, med Gospodovim v nebohodom in vinkoštnim praznikom, ki ga bomo praznovali prihodnjo nedeljo. Torej med tistima dvema dogodkoma, ko se Jezus, ko izpolni svoje človeško poslanstvo, dvigne nazaj k Bogu, in praznikom, ko na vinkoštni dan pošlje Svetega Duha, da bi ostajal z ljudmi, s človeštvom, torej z nami in slehernim izmed nas. Želi torej biti v naši notranjosti in želi, da ga tudi mi čutimo in ga čutijo vsi, s katerimi mi skupaj živimo, se doživljamo. To pa je tisto, kar mi ljudje s svojim človeškim čutenjem najlažje razumemo in kar tudi daje čisto konkreten smisel našemu življenju. Saj vsi čutimo, če smo recimo v težki preizkušnji, kako ta preizkušnja ni neznosna, če vem, da nekdo misli name. Da me v tej preizkušnji nekdo spremlja. Ali s svojo mislijo, morda strahom zame, včasih pa tudi z jezo. Predstavljajmo si mladega človeka, ki odide od doma, ne da bi zato dobil privolitev staršev in ostane dlje, kot bi se morda za njegova leta spodobilo. Kako se ve, da se starši doma jezijo in da bo hudo, ko se bo vrnil. Vendar istočasno v dnu samega sebe sluti, da čeprav bo hudo in ve, da se jezijo in tudi njega jezi, je pa to vendarle lepo. Nekomu ni vseeno, kako je z njim. In kako hudo je mlademu človeku, ko spozna, sicer ves navdušen prej, ko se starši sploh ne sekirajo, ko odide od doma in jih povsem nič ne zanima, kdaj se spet vrne in se s tem morda celo hvali ob svojih kolegih, ko pa mu življenje začne kazati vse svoje plati, pa spozna, kako je sam. In kako bi si v tistem momentu želel, da bi se vsaj kdo jezil nam, če ne že molil zanj ali kakorkoli mislil nam. In to, bratje in sestre, je to, kar nam pripoveduje Jezus v današnjem evangeljskem odlomku. On je tisti, ob katerem imamo lahko občutek, da misli na nas, kdaj nam je težko, da je z nami takrat, ko smo radostni in veseli, in hkrati morda se kdaj tudi jezi na nas. Pa to še zdaleč ni slabo. Saj vemo, kako blagodejno je, če veš, da se nekdo jezi nate, ker mu torej ni vseeno, kako je s teboj. Pa če sedaj to prenesemo še k temu našemu današnjemu druženju, ob blagoslovu vas, motoristov in pa vaših motorjev, jeklenih koničkov. Pravzaprav velja povsem enako. Mi ljudje moramo ustvarjati čim močnejše medsebojne vezi, ki nam potem pomagajo, da Božji blagoslov učinkuje v življenju
in to čisto konkretno in nas resnično varuje. Ko smo recimo na motorju ali pa tudi sicer pri kakršnem koli športu ali pa delu, ki nam lahko prinaša tudi nevarnost in zato je še posebej simpatičen ali pa simpatično, ker nam je izziv in določeno tveganje in človek poln življenja si tega vedno znova želi, se ne nazadnje življenje največje tveganje, enako tudi zakon in sleherna stvar v življenju. In zato je lepo. Kako lepo je takrat, če vem, da me nekdo spremlja svojo mislijo, da je morda v strahu zame, ali pa da se morda celo malo jezi nad menoj. Človek ve, moje življenje je smiselno. Nekdo je tako ali drugače z menoj povezan. Hkrati pa, da se zavedamo, kako smo od nekoga, ki nas ima rad, in če smo morda malo sami, pa zagotovo od svojega Boga. In prav zaradi tega ne moremo v svojim življenjem početi kakorkoli in v svoji želji po tveganju vendarle ne smemo predaleč. Moramo ohraniti občutek za pravo mir. In to je umetnost. Umetnost, ki jo je težko gojiti, vendar si v tej miselni medsebojni povezavi lahko pri gojenju te umetnosti življenja za pravo miro veliko bolj pomagamo, kot se nam na prvi pogled dozdeva. Tudi pri športu, tudi pri raznih koničkih in veselju, kakor enako tudi pri drugih različnih preizkušnjah ali pa radostih v naših življenju. Prav zato vas vabim, ko boste kadarkoli na svojih motorjih, ne prekinite in ne pozabite teh vezi, ki so močnejše, vajeti za naše življenje, kot si predstavljamo. In prav v tem duhu vas sedaj vabim, da odpremo svoja srca za blagoslov. In bo sedaj najprej blagoslov vas, motoristov, pa tudi vseh nas, ki tako ali drugače potujemo in vozimo bolj ali manj posrečeno skozi življenje. Blagoslov motorjev pa bo ob sklepu maše.